večer, drage dame, cenjeni gospodje in prijetno pozdravljeni na osrednji slovesnosti ob 70-letnici Zdravstvenega doma Litija. Med nami še posebej pozdravljam gostitelja nocojšnjega večera, direktorja Zdravstvenega doma Litija Marija Bjelčeviča, ministra dr. Vinka Logaja in Franca Propsa, državnega sekretarja Denisa Kordeža, župana občine Litija Francija Rokavca in župana občine Šmartno pri Litiji Blaža Izlakarja, direktorje ostalih zdravstvenih domov ter ostale goste. Nocoj obeležujemo pomemben imenik. 70 let Zdravstvenega doma Litija. Gre za več kot le 70 letij nekega zavoda. Gre za obdobje, ko dostopnost do javnega kakovostnega zdravstva sprva ni bila samoumevna. Pot od ranocelnikov in babic, ki so pogosto delovali v težkih razmerah, do sodobno opremljenih ambulant in elektronskih napotnic je bila dolga in zahtevna. Na razgibanem zgodovinskem ozadju litijskega okraja, od prvih zdravstvenih zakonov še v avstro-ogrski, preko epidemij do ustanovitve protituberkuloznega dispanzerja in kasneje prvega zdravstvenega doma Litija, se gradi zgodba o skrbi za zdravje, ki traja še danes. Na oder zdaj vabim nocojšnjega gostitelja, direktorja Zdravstvenega doma Litija Marija Bjelčeviča. Dober večer. Spoštovane dame in gospodje, dobrodošli na slovesnosti ob 70-letnici Zdravstvenega doma Litija. Spoštovana ministra, spoštovani državni sekretar, spoštovana župana, podžupani, predstavniki občinskih svetov in sveta zavoda, cenjeni kolegi direktorji zdravstvenih domov, drage sodelavke in sodelavci, spoštovani nekdanji zaposleni ter vsi zbrani. Dovolite mi, da se vam najprej iskreno zahvalim za vašo prisotnost. Danes ne gledamo le v preteklost. Danes skupaj praznujemo 70 letij predanosti in strokovnosti v skrbi za zdravje ljudi v naši skupnosti. To je priložnost, da se ozremo na bogato pot, ki je prehodil naš zavod, da osvetlimo razvoj in dosežke, ki so oblikovali njegovo delovanje, ter se poklonimo vsem, ki so sooblikovali to zgodbo. Zdravstveni dom Litija ni le stavba ali institucija, je srce in središče zdravja, ki je tesno prepleteno z zgodbami ljudi, ki tukaj živijo, delajo in pomagajo. Začetki organiziranega zdravstvenega varstva v naših krajih segajo v povojni čas, ko se je lokalna skupnost jasno zavedala, da zdravje ni nekaj samoumevnega, temveč rezultat premišljenega načrtovanja, sodelovanja in skupnega truda. Od samih začetkov pa vse do danes smo rasli, se razvijali ter nenehno sledili spremembam, tako družbenim kot strokovnim. A kljub številnim prelomnicam smo vselej ostali zvesti svojemu temeljnemu poslanstvu: zagotavljati kakovostno, celostno in dostopno zdravstveno varstvo našim prebivalcem. Od analognih kartonov do digitalnih zapisov, od ročno pisanih receptov do telemedicine. Ves ta razvoj je bil vselej prežet s človeško noto. Z vsakim korakom naprej so stali ljudje. Ljudje, ki so svoje delo opravljali požrtvovalno, srčno in strokovno. Zato lahko ob tej 70-letnici pogledamo v preteklost s ponosom, z občutkom izpolnjenosti ter stopimo v prihodnost s odgovornostjo in spoštovanjem. Današnja proslava je poklon vsemu temu, kar smo ustvarili skupaj, ter na vse to, kar nas še čaka. Naše naloge so jasne. Nadgraditi moramo to, kar nam je bilo predano, premagovati izzive sodobnega časa, ohranjati spoštovanje do zdravstvenih poklicev in vedno postaviti človeka, občana, bolnika v središče našega delovanja. Drage dame in gospodje, danes kolektiv Zdravstvenega doma Litija praznuje 70 let. Praznuje vztrajnost, zaupanje, predvsem pa poklicno in človeško srčnost, ki je temelj našega zavoda.
Ponosni smo na preteklost, odgovorni za prihodnost, ter povezani v sedanjem trenutku, ki ga danes delimo z vami. Hvala vsem, ker ste del nas. Hvala vsem, ki svojo prisotnostjo soustvarjate pomen tega jubileja. In hvala, ker verjamete v nas, v naš zdravstveni dom, v naš kolektiv. Naj živi zdravstveni dom Litija, danes, jutri in še dolgo v prihodnost. Hvala. Iskrena hvala gospodu direktorju za te besede. Odrasli smo tisti, ki oblikujemo ta svet in ga večkrat kompliciramo. Najmlajši pa so tisti, ki so najbolj pristni in ta svet skozi njihove oči je precej preprostejši. Najmlajši iz vrtca Šmartno pri Litiji nam bodo zdaj predstavili svoj pogled na zdravstvo v Litiji pred letom 1955.
Iskrena hvala otrokom in mentoricam iz vrtca Šmartno pri Litiji za ta iskreno in iskrivo predstavitev. Po drugi svetovni vojni je področje javnega zdravstva v Litiji stopilo v novo obdobje. Leta 1955 je bila ustanovljena zdravstvena postaja Litija na Kidričevi, ki je pomenila začetek sodobnejšega organiziranega zdravstva v regiji. Pobuda za njeno ustanovitev je prišla iz lokalnega okolja. V času med letoma 1955 in 1980 se je z razvojem družbene infrastrukture krepil tudi pomen primarnega zdravstva. Zdravstvena postaja je postala nosilka preventivnih dejavnosti, sistematičnih pregledov, cepljenj in patronažnega varstva. Uvajali so se novi zdravstveni programi, dostop do zdravnika pa se je izboljšal, število zaposlenih v zavodu se je povečalo, s tem pa tudi kakovost storitev. Litija je postala kraj, kjer so se tradicija, strokovnost in skrb za sočloveka vse tesneje prepletali. Že na odprtju zdravstvene postaje Litija je takrat pela moška vokalna skupina, ki je z nami tudi nocoj. Vabim jih na oder. Iskrena hvala moški vokalni skupini Lipa. V Litiji je kmalu po vzpostavitvi zdravstvene postaje zrasla želja po novem zdravstvenem domu. Tudi v litijski občini končujejo priprave na nedeljski referendum. Na njem se bodo občani in delavci odločali o povečanju samoprispevka namensko za dograditev novega zdravstvenega doma v Litiji in nove zdravstvene postaje v Gabroki. Gre za objekta, ki ju v tej zasavski občini resnično potrebujejo.
Sedanji zdravstveni dom je že tako tesen, da ogroža redno delo osnovne zdravstvene službe. V Gabrovki, največjem kmečkem kraju te občine, pa si bodo zdravstveno postajo zagotovili najnujnejši obseg osnovne zdravstvene dejavnosti. Litijske družbeno-politične organizacije in pripravljalni odbor so nekaj mesecev skupaj s kolektivom zdravstvenega doma in krajevnimi skupnostmi usmerjale družbeno-politično akcijo za uspešen izid nedeljskega referenduma. Vsako gospodinjstvo je prejelo posebno številko glasila občan. Na njegovih straneh je odbor razložil pomen povečanja samoprispevka za trajnejšo ureditev osnovne zdravstvene službe. Za novi zdravstveni dom in novo zdravstveno postajo bo treba zbrati okoli 64 milijonov dinarjev. Regionalna zdravstvena skupnost v Ljubljani je pripravljena prispevati 40% vseh predračunskih stroškov, vse drugo pa bodo v Litiji zbrali samo prispevkom občanov, prispevki delovnih kolektivov, nekaj denarja pa bo zbranega za te namene tudi od prodaje sedanjega zdravstvenega doma. Ker vsi Litijani poznajo načrt sanacije zdravstvene dejavnosti, je iniciativni odbor prepričan, da bodo v nedeljo glasovali za samoprispevek. Prispevek tedanje televizije Slovenija govori o nečem, kar je danes nepredstavljivo. Da bi občani sami zbirali denar in bi bili pripravljeni nameniti del prihodka za gradnjo zdravstvenega doma. Referendum je takrat uspel, gradnja je stekla in leto 1980 je za zdravstveni dom Litija pomenilo zgodovinski prelom. Z vselitvijo v novo, namensko zgrajeno stavbo se je lokalna zdravstvena oskrba postavila ob bok sodobnim ustanovam po Sloveniji. A za zidovi nove arhitekture so delo še vedno zaznamovali predanost, improvizacija in iznajdljivost. Zaposleni so skromno opremo in veliko osebne volje so ustvarjali varen prostor za bolnike. Oprema je prihajala postopoma. Tako kot tudi nova generacija strokovnjakov, ki so se ob pomoči izkušenih sodelavcev rasli z ustanovo. Sredi mrzlih zimskih dni, ob porodniških intervencijah na terenu, ročnih laboratorijskih analizah in 24-urni dežurni službi se je gradila skupnost med sodelavci in med ljudmi. Zdravstveni dom ni bil le prostor zdravljenja, postal je dom človečnosti, truda in lokalnega zaupanja. Zdaj k besedi vabim župana občine Litija, Francija Rokavca. Lep dober večer, prav prisrčen pozdrav velja obema spoštovanima gospodoma ministroma, gospodinu državnemu sekretarju, kolegu županu, podžupanom in seveda vsem spoštovani navzoči danes ob tem res jubilejnem dogodku. Zdravstvo je zagotovo močno zasidrano v naši občini, v osrednjem delu Republike Slovenije. To pričajo zgodovinski veri in res je, da je že takrat leta 1955 zrasla jasna iniciativa, da je potrebno primarno zdravstvo povezati. Najlažji način tega povezovanja je bila skupna inštitucija, prvi zdravstveni dom. Ta je seveda začela kovati razvoj primarnega zdravstva na območju osrednje Slovenije in tako kot je bilo že večkrat povedano, kmalu se je ugotovilo, da so prostori premajhni, vendar je bila izjemno smela odločitev, da se je postavila novi zdravstveni dom na sedanjo lokacijo. Tukaj res velja velika zahvala gospodu Jožetu Drnovšku, ki je tudi danes z nami, takratnemu županu občine Litija in vsem odločevalcem, da se je odločilo za res najbolj ustrezno lokacijo, ki sedaj zelo primerno povezuje obe občini. Nov zdravstveni dom je zagotavljal osnovne pogoje za razvoj primarnega zdravstva, zagotovo pa je bila ta povezava, ki je bila takrat organizacijsko v povezavi z zdravstvenim domom Domžale in pa Kamnikom, narekovala nekako
malo oteženo pot hitrejšemu samostojnemu razvoju. Zato je bilo še kako na mestu, da je leta 1991 bila sprejeta jasna odločitev, tako kot na mnogih preostalih področjih v Republiki Sloveniji, da je potrebno organizirati samostojni javni zavod tudi v Litiji. Ta je narekoval nadaljnjemu razvoju, predvsem razvoju tiste osnovnega sporočila, ki je bil prisoten tukaj v Litiji. Pomoč vsem, ki so pomoči zdravja potrebni. In to ne glede, ali je to na zahodu ob meji z mestno občino Ljubljana ali na vzhodu na meji z občino Sevnica. Tak razpon dejavnosti zdravstvenega doma je zagotovo narekoval nadaljnja razmišljanja za hitrejšo organizacijsko povezanost in organizacijo. Predvsem moram tukaj izpostaviti sistem nujne medicinske pomoči, ki je odigral izjemno vlogo. Pomagati ljudem, ali je to petek ali svetek, ali je to sredi dneva, ali je to sredi noči. Res iskrena hvala vsem zdravnikom, medicinskim sestram, zdravstvenim osebju, ki ste v teh letih bili nam v oporo in ker pri vas čutimo varni. In k vam pridemo vedno takrat, ko smo potrebni pomoči. Hvala res za vse. Danes, ob 70-letnici, s ponosom lahko se ozremo na vašo in skupno prehojeno pot. Pred nami so novi izzivi. Zagotovo je ustanovitev satelitskega urgentnega centra in sedaj začetek gradnje tega centra izjemno pozitivno sporočilo za nadaljnji razvoj in seveda dobro darilo ob 70-letnici zdravstvenega doma Litija. Vse najboljše, srečno in naprej z roko v roki za pomoč ljudem v zdravju. Hvala. Iskrena hvala županu za te besede. Prišla so 90. leta, ki so bila čas velikih družbenih in političnih sprememb, a znotraj zdravstvenega doma Litija se je ohranil občutek kontinuitete, močne, srčne predanosti vsakemu posamezniku, ki je potreboval pomoč. Pogoji dela so ostajali skromni, izzivi številni, toda vsakodnevna bližina z ljudmi je dajala delu nov pomen. Zdravstveni dom je bil pogosto več kot le prostor zdravljenja. Zaposleni tu so bili zaupniki, spremljevalci, včasih tudi edini vir opore za starejše, osamljene ali tiste na robu družbe. Vsaka sestra, zdravnik, tehnik je svojo prisotnostjo predstavljal vez med institucijo in skupnostjo. V času zdravniških stavk, sistemskih sprememb in negotovosti je kolektiv ostajal trden, povezan in usmerjen v bistvo svojega dela, človek človeku. To so bila leta, ko se je vzpostavljala nova država, a v Litiji je zdravstveni dom še naprej ustvarjal nekaj, kar presega meje, zaupanje. In prav to zaupanje je bilo največja naložba v prihodnost. K besedi zdaj vabim župana druge občine ustanoviteljice zdravstvenega doma, župana občine Šmartno pri Litiji, Blaža Izlakarja. Dober večer želim, cenjeni gostje, gospod direktor, vsi zaposleni, vsi ostali prisotni. Današnji jubilejni večer je res en tak lep dogodek za ozir nazaj v preteklost. Vsak od nas vidi preteklost s svojimi očmi, ampak ne glede na vse to smo opazili nesluten napredek na polju medicine. Tako v znanju zdravstvenih delavcev, tako v napredku tehnologije, kot tudi izboljšanih pogojih dela, ki jih nudi zdravstveni dom Litija. Na tem mestu moram tudi sam izreči posebno pohvala deležnikom in odločevalcem iz preteklosti, ki so zmogli toliko poguma, da so uvrstili nov objekt na lokacijo, ki dobrih 40 let kasneje praktično še vedno nudi geografsko in funkcionalno podporo zdravstveni dejavnosti na obeh občinah. Seveda moramo iti s korakom razvoja naprej in poseben ponos v meni
še cel mandat, se dogaja zato, ker smo odprli novo investicijo, s katero bomo, upam, izboljšali dejavnost na območju obeh občin, ter bomo izzivom, ki jih prinaša negotova prihodnost. Vendarle moram na tem mestu omeniti tudi, da skozi oči lokalne skupnosti posebna pohvala za korektno sodelovanje, ambiciozno vizijo razvoja našemu zavodu, zato se lahko samo zahvalim. Vendar pa zgodovino zavoda vedno pišejo ljudje. Vsak od njih je v preteklosti nosil delček oziroma pustil svojevrsten pečat, ki je oblikoval zavod, ki danes nudi bogato dediščino, dela zelo dobro in je v ponos obema občinam. Zato vsem vam, ki danes oblikujete celostno podobo in gradite zdravstveni dom Litija, v imenu občine izrekam iskrene čestitke v vašem jubileju. Hkrati vam želim, da v vas ostane kolektivni duh, zdrava ambicija in da po hodnikih veje dobra volja ter sočutje in pomoč za naše občanke in občane. Hvala lepa. Iskrena hvala županu za te besede. Med letoma 2000 in 2010 v zdravstvenem domu Litija ni bilo večjih gradbenih premikov, a so se spremembe dogajale počasi in od znotraj. Začela se je digitalizacija, delo je postajalo bolj usmerjeno v preventivo in individualni pristop. Povezovanje s skupnostjo se je krepilo, osebje pa je v pomanjkanju prostora in opreme delo opravljalo z veliko mero srčnosti, potrpežljivosti in medsebojne podpore. Leta 2008 so se pojavile prve resnejše pobude za energetsko sanacijo in prenovo prostorov. Pokazalo se je, da so temelji močni, a da bo za korak naprej potrebna tudi fizična prenova. Na oder zdaj ponovno vabim vokalno skupino Lipa. Srce neskončno mori, ti me poslušaš tiši, začutiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mir prevzame, vem, da na dosegu boš zame leti, ti takšna si. Ker brez besed bom povedal, daj vam te rad. In brez besed bom priznal spomin od takrat. Da sva v redu in vse dobro bo, da bom ujel ti modro nebo. Ljudje, ki čutijo, kot ti imajo nekaj, kar v drugih več ni. Tople oči. Duše v teh časih veselo drži, upanje drugem budi. A jaz naslonim se na te, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mir prevzame, vem, da na dosegu boš zame leti. Ti takšna si, ker brez besed bom povedal, daj vam te rad. In brez besed bom priznal spomin od takrat. Da sva v redu in vse dobro bo, nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi,
Med letoma 2010 in 2020 je zdravstveni dom Litija vstopil v obdobje oprijemljivih sprememb. Energetska sanacija stavbe in prenova fasade, oken in ogrevanja sta prinesli boljše pogoje tako za zaposlene kot paciente. Prostor je postal prijetnejši, delo pa lažje. Vzporedno so se krepili programi preventive, delavnice, svetovanja in sodelovanje s šolami so pokazali, da zdravje ni le zdravljenje. Laboratorij se je moderniziral, delo je postajalo bolj natančno in nadzorovano. Zdravstveni dom je postal vse bolj odprt prostor skupnosti, varen, povezan in pripravljen na prihodnje izzive. Obdobje zadnjih 5 let je bilo čas preizkušenj na zdravstvenem področju, a tudi čas novih priložnosti, ki so zdravstvenemu domu Litija vdihnile novo življenje. V obdobju negotovosti in stisk so se izklesale prave vrednote, predanost, solidarnost in neomajna želja po skrbi za vsakega človeka posebej. Zdravstveni dom ni le stavba, temveč je živa skupnost, kjer se prepletajo zgodbe, upi in vsakdanji boji ljudi, ki jih povezuje skupni cilj, zdravje in dobrobit. Zdravstveni dom Litija danes ni le skrbnik zdravja, temveč svetilnik upanja in zaupanja v skupnost, ki se nenehno razvija. Pogled v prihodnost prinaša novo poglavje, v katerem bo skrb za človeka ostala v središču vsega. In prav to je obljuba, ki jo nosi vsak zaposleni, vsaka zgodba in vsak korak na poti, ki jo skupaj gradimo. Kakšen je ta pogled v prihodnost, pa nam bo zdaj razkril nocojšnji gostitelj, direktor zdravstvenega doma Litija Marijo Belčevič, ki ga ponovno vabim na oder. Danes smo prepotovali 70 let zgodovine. Spomnili smo se trenutkov, ki so obogatili naš zavod. A rad bi, da pogledamo še dlje. Tja, kjer nas čaka prihodnost, ki jo moramo oblikovati z jasnim načrtom in skupno vizijo. Ko razmišljam o prihodnosti zdravstvenega doma Litija, ne vidim le prostorov, zidov. Vidim ljudi. Vidim zaposlene, ki prihajajo v službo z namenom pomagati. Vidim bolnike, ki nam zaupajo, skupnost, ki pričakuje varnost, stabilnost in razvoj. In prav zaradi vseh teh ljudi moramo v prihodnost stopiti pogumno, strateško in ambiciozno. Naše poslanstvo je preprosto, a hkrati izjemno pomembno. Zdravstveni dom Litija, varno, sodobno in prijazno okolje, kjer je človek vedno v središču skrbi za zdravje. Da bomo lahko naše temeljne naloge opravljali še boljše, bomo v naslednjih letih naredili nekaj ključnih strateških korakov. Zgradili bomo prizidek, v katerega bo umeščen satelitski urgentni center, kar bo povečalo varnost našega okolja. Posodobili bomo obstoječe prostore, digitalizirali delovanje in modernizirali medicinsko opremo. Povezovali se bomo s sosednjimi zdravstvenimi ustanovami, društvi, šolami, vrtci. Širili naše znanje in aktivno sooblikovali sodobne medicinske smernice. Gradili bomo okolje, v katerem ne čakamo na težave, temveč jih prehitevamo. Gradili bomo prostor, kjer ne zdravimo le bolezni, ampak gradimo kulturo zdravja. Kulturo preventive, odgovornosti in predvsem solidarnosti. A tisto, kar je najpomembnejše v naši viziji, so naši zaposleni, naš kolektiv. Zgradili bomo okolje, v katerem znanje kroži, kjer izkušenejši predajajo modrosti mlajšim, kjer mladi strokovnjaki želijo ostati, se razvijati in rasti. Zgradili bomo veliko organizacijo, a v kateri bo vsak posameznik čutil, da je del velike zgodbe. Odkrivali bomo še naprej talente, ki jih bomo usmerili tja, kjer lahko največ pripomorejo. S takšnim načrtom in s takšno vizijo lahko zagotovimo stabilnost in kakovost za naslednjih 70 let. To je naš kompas, to je naša prava pot. Prepričan sem, da bomo v prihodnosti uspešni,
saj že danes izkazujemo, da je srce tega doma večje od vseh sodobnih izzivov. In če smo se česa naučili v zadnjih 7 desetletjih, je to, da prihodnost ne pride sama po sebi. Pride takrat in tja, kjer jo ustvarjamo skupaj. Ne bo naslednjih 70 let čas pogumnih odločitev, dobrih dejanj in močne skupnosti. Najlepša hvala. Iskrena hvala direktorju za predstavitev te vizije. A spomnimo, to je njegova vizija, vizija njegove ekipe. A zdravstveni dom bodo v prihodnosti vodila generacija, ki smo jo videli na začetku. Zato zdaj na oder vabim še otroke iz vrtca Litija, ki nam bodo pokazali, kako pa oni vidijo prihodnost zdravstva v Litiji.
Iskrena hvala otrokom iz vrtca Litija in njihovim mentoricam. Če bo prihodnost takšna, mislim, da se nimamo česa bati. Iskrena hvala pa tudi vsem vam, ki ste nocojšnji večer preživeli v naši družbi. Želim vam, da ostanete še naprej v naši družbi, se podružite v predvirju, predvsem pa, da ohranite moto današnjega večera, torej skrb za sočloveka, sočutnost in vse tisto, kar smo vam prikazali, da počne Zdravstveni dom Litija v zadnjih 7 desetletjih. Iskrena hvala, lep večer še naprej in srečno!